Lahko kar brez mikrofona je tako. Lep dober večer, dobrodošli na koncertu, za katerega smo želeli pripraviti prizorišče na naši terasi in tako lepo zaključiti tudi zelo pestro poletje, ki je za nami. Poletje, ki nam je prineslo številne lepe dogodke, številna doživetja oziroma krajske dogodivščine. Ampak hkrati pa seveda nam to vreme prinaša tudi to priložnost, da prvič nekako se v tem prostoru odvije tudi koncert. To je dvorana, ki še nima pravega imena. Tukaj nad nami je Viteška dvorana, izjemen lep baročni spomenik oziroma spomenik baročnega slikarstva. Pod to dvorano pa tisti, ki ste Brežičani ali pa ste velikokrat prihajali v ta grad, se še zagotovo spomnite, da so bili tukaj zelo tudi sodi, ki jih je imelo podjetje Slovin oziroma Vino Brežice in da žal pač nekje od leta 2012 teh sodov tukaj nimamo več. Ampak je pa nekako dvorana bila delno sanirana v tem času, ko se je prenavljala tudi Viteška dvorana, o čemer pričajo te lepike. Tukaj to je v bistvu dokaz sanacije sten statične, se pravi injektiranje, tako imenovano, s katerim so utrdili zidove in omogočili, da takrat zagotovo še dolgo trdno stoji, tako kot trdno stoji že več kot 40 letja. Torej, razstava, ki je pa tukaj okoli nas, je pa mentalna postavitev našega izjemnega kiparja Mirsada Begića, ki je mogoče znan bolj po javnih spomenikih. Zadnji je, na primer, Ivan Hribar na Ljubljanski promenadi, bi lahko rekli ob Ljubljanici, ali pa mogoče ta malo bolj, še bolj znan, pa večkrat imenovan spomenik Borisu Pahorju, temu našemu izjemnemu še živečemu pisatelju v Tivoliju s tisto nesrečno aktovko, ki je zasenčila to odlično delo našega kiparja, ampak tako to je. No in Mirsad Begić je nekako junija 2014 pripeljal te svoje delce Velikega čuvaja, tako se namreč imenuje ta razstava, v ta naš grad. Mi smo pa potem zelo hitro oziroma v naslednjem letu z njegovo veliko voljo in željo to razstavo tudi postavili, kar nekaj je tudi dopolnil in seveda je tudi za ta prostor postal popolnoma nov Veliki čuvaj. Veliki čuvaj, ta srednja skulptura, ki pa je tudi gostovala v lanskem letu na veliki razstavi slovenske sodobne umetnosti v Mariboru. Tako da, če ste bili ob odprtju, to je bilo 21. junija 2015, in če ste danes biti tukaj, pa če ste se dobro zapomnili, kako je bilo pri odprtju, lahko pa tudi vidite po fotografijah, je zdaj ta skulptura postavljena drugače. To se pravi, se umetnik nekako vsakič, ko vstopi v prostor, ko ima možnost na novo postavljati, to tudi naredi. Tako da zagotovo mi člani kvarteta Maskara ne zamerijo ta uvod, malo daljši, bolj umetnostni, ker se jim jaz resnično zahvaljujem, da so pristali oziroma da so se izbrali ta prostor. Na voljo so imeli tudi naše auditorije, ampak nekako, ko smo se z Mitjo Režmanom pogovarjala, kaj narediti, ker sem vedela, da bo slabo vreme, je meni tako v nekem trenutku kliknilo, joj, kaj pa Veliki čuvaj, ne? In Mitja je bil zelo hitro za. Danes so si prostor še ogledali in tako smo tukaj. Verjamem, da bomo zelo uživali, tudi zato, ker smo tako kot lani priskrbeli vinarje večera in tako kot lansko leto oziroma vse leto čez poletje vas vabimo, da ob tem koncertu uživate tudi v odličnih vinih našega območja. Tokrat je to vina vinogradništva in vinarstva družine Podela, ki njihovo to podjetje, bi lahko rekli, vstaja že od leta 1970. Imajo našo zadelovka, ki bo več čas skrbela, da si boste lahko dotočili kozarca oziroma vzeli novega, lahko naredite to tudi med koncertom, tako da ne boste mogli našega odličnega kvarteta. Seveda pa se nam obeta en krajši odmor, tako da bomo možnosti še veliko več. Od tehničnih stvari moram še povedati,
opazili, da imamo dve gradbišči. Tole, ko vidite noter levo, je povezano s prenovo oziroma sanacijo strehe nad tem delom in nad vhodnim delom. Ta del gradbišča na desni strani pa pomeni, da končno prenavljamo sanitarije in da umeščamo našo recepcijo, muzejsko trgovino tudi pritličje. Zato bo med pauzo tam naša Ana, tam zadaj, skrbela, če bo moral kdo na WC, da vas tudi odpelje, ker zdaj se je treba iti pa v tretje nadstropje, tako da ne morate sami po gradu to iskati. Tako da bo Ana tista, ki vas bo z dvigalom oziroma nekako popeljala do tega pomembnega dela našega vsakdanjega mastera. Lani so zaključili poletje 10. septembra, danes ga zaključujejo tukaj in verjamem, da bo tudi današnji večer vihar strasti, mir oceana, ki počiva nekje med Iberskim polotokom, Južno Ameriko in bogatim ljudskim izročilom. Kaj več bodo povedali tudi sami, torej Timi Krajnc, Vojko Vešligaj, Mitja Režman in Polona Udovič. Vabljeni! koncertu kvarteta Maskara. Prva skladba, ki ste jo slišali, je bila Solza, Lagrima, portugalske pevke Dulce Pontiš. Kjer bo pa naslednja? Naslednja je pa njih primerna za tole priložnost. Drž, šuma. As coisas loucas que há na vida não deixam saudade.
amor